Odgovori na pobude in vprašanja, podana na 25. redni seji občinskega sveta občine Prevalje dne 14. decembra. Občinski svetnik Bernard Pačnik je podal naslednje vprašanje. V času neurja je bil na Lešah in je videl katastrofalno stanje na območju gradbišča oziroma na mestih, kjer poteka sanacija ceste in ureditev odvodnjavanja. Na območju samem je v času neurja izgledalo, kakor da ni bilo upravljeno nič, saj je voda tekla povsod. Zato ga zanima, ali so dela na tem področju že zaključena. To neurje je pokazatelj, da je bila sanacija slabo izvedena. Župan na seji pojasni, da dela v celoti še niso zaključena, na območju pri igrišču, kjer je tekla voda in je odnašalo cesto, projekt še ni bil v celoti zaključen. Nameščena je bila ožja vodovodna cev, ki pa se je zamenjala širšo. Kar se tiče postavitve jaška v Leški potok preko igrišča, pa le ta še ni speljan. Dela so v teku in potekajo v skladu s projektom. Na zgornjem delu, kjer je tekla voda nad odsekom, pa je problem, ker dva izmed krajanov nista dovolila, da bi tisto vodo speljali v cevi, ker se ta dva krajana s to vodo oskrbujeta. Nadzornik oziroma investitor sta bila tisti dan na terenu in poslikala situacijo z namenom, da se v prihodnosti najde za ta problem rešitev. In še vprašanje. Ponovno apeliram na župana, da ga je že pred časom opozoril na slabo stanje škarpe v Leškem grabnu, od kapelice naprej. Škarpa, ki je bila ne tako dolgo nazaj postavljena, se kruši, zato ga zanima, ali je mogoče uveljavljati kakršnokoli garancijo, da se ta sanira. Odgovor. Župan na seji odgovori, da je bila sanacija te škarpe že opravljena pred približno 14 dnevi. Občinski svetnik Štefan Peršak je podal naslednje vprašanje. Zanima ga, zakaj ni dobil odgovorov na pobudi v zvezi z namestitvijo nastavljivih košev za najmlajše in razmisleko občine o zagotovitvi prostorov mladim podjetnikom oziroma športnikom, ki jo je podal na prejšnji seji občinskega sveta. Odgovor. Tajnik občine Danilo Vute mu na seji pojasni, da občinska uprava ne daje odgovore na pobude, ampak samo na zastavljena vprašanja. Občinski svetnik Rafael Škufca je podal naslednjo zahvalo. Izreče zahvalo županu in občinski upravi, še posebej pa občinskemu svetu občine Prevalje v tem mandatu v imenu invalidov stanujočih v občini, za vse aktivnosti in napore, ki so jih vložili v delo, da je občina Prevalje prejela priznanje občina po meri invalidov. Občinska svetnica dr. Karla Oder je podala naslednjo pobudo. Pove, da je Evropska komisija razglasila leto 2018 za Evropsko leto kulturne dediščine in poziva občino Prevalje oziroma vse, ki aktivno sodelujejo pri kulturnem udejstvovanju, naj se promocijsko pridružijo temu projektu. Občinska svetnica Hedvika Gorenšek je podala naslednjo zahvalo. Zahvali se občinski upravi in delavcem javnega komunalnega podjetja Log, ki so v res kratkem času pristopili k zaščiti kapelice na Lešah in jo ovili s folijo, kot je predlagala na prejšnji seji občinskega sveta. Zahvali se kot predsednica odbora za družbene dejavnosti občine Prevalje, vsem društvom, kulturnim, športnim in vsem organizacijam za njihovo delo in izvedbo številnih dogodkov in prireditev v tem letu. Hvala. Spoštovane svetnice in svetniki, glede na to, da smo vsi predlagani, da začnemo z današnjo 26. redno sejo občinskega sveta občine Prevalje. Upravičil se je Andrej Strmec, upravičljivih razlogov, ima svoje obveznosti, ostali so vsi. Dnevni red je pred vami, dajem dnevni red v razpravo. Želi kdo razpravljati na temo dnevnega reda?
Če ne želi, potem dam dnevni red tako, kot je na glasovanje. Kdo je za sprejem dnevnega reda? Vsi za. Hvala. Smo pri točki 3, pregled in potrditev zapisnika 25. redne seje in 14. dopisne seje. Posebnih pripomb na zapisnik ni bilo. Dajem zapisnik v razpravo. Želi kdo razpravljati? Ne želi, potem dajem na glasovanje oba zapisnika. Kdo je za sprejem zapisnika v taki obliki, kot je? Vsi za. Hvala. Smo pri točki 4, predlog sprememb poslovnika občinskega sveta občine Prevalje v drugi obravnavi. Ema, prosim za kratko obrazložitev. Hvala za besedo. Na pobudo Komisije za statut in pravna vprašanja predlagamo spremembe poslovnika občinskega sveta in sicer v delu, ki se nanaša na objavo posnetke sej, saj jih želimo objaviti na spletni strani občine Prevalje in more biti tudi na drugih primernih spletnih straneh, do katerih bi lahko dostopali vsi zainteresirani. Občinski svet je v prvi obravnavi že obravnaval na prejšnji seji ta predlog sprememb in na njega niso bile podane nobene pripombe. V istem besedilu ga pa sedaj posredujemo v drugo obravnavo. Hvala. Hvala lepa. Komisija za statut in pravna vprašanja, prosim, Aleksander, izvoli. Hvala za besedo. Komisija za statut in pravna vprašanja je obravnavala predlog sprememb poslovnika občinskega sveta občine Prevalje v drugi obravnavi in ugotovila, da je pripravljen za skladu z vso področno zakonodajo in občinskemu svetu predlagal obravnavo na spremembo. Hvala lepa. Dajem v razpravo spremembe poslovnika. Želi kdo razpravljati? Izvoli, Berni. Ja, lep pozdrav vsem. Jaz bi zdaj samo vprašal, a zdaj po tem takem lahko vsak občan dobi CD in se tudi doma ogleda. Ker v preteklosti smo imeli glih to en problem, kao, da to se ne bi dajal v javnost. Izvoli. Kar bo objavljeno na spletni strani, lahko vsak dobi. Hvala. Ne bomo pa mi 7000 ali pa 6800 CD-jev delali po potrebi, ko bo kakršna koli potreba, ampak na spletni strani bo objavljeno, to pomeni, lahko vsak si sam tudi potegne. Ja. Izvoli. Kaj dolgo smo pa pol z tej zadevi, da bo to stekel, od dan naprej bo to lahko vidno na spletne strani občine Prevalje. Hvala. Zdaj trenutno smo ravno v ažuriranju naše spletne strani, bomo poskusili čim hitreje, da se to naredi, ker je potrebno pač določene stvari urediti, ampak bomo se potrudili, da v čim krajšem možnem času. Hvala. Še kdo? Če ne, potem dajem na glasovanje predlog sprememb poslovnika v drugi obravnavi. Kdo je za sprejem? Vsi za. Hvala. Smo pri točki 5. Predlog proračuna občine Prevalje za leto 2018. Prosim za kratko obrazložitev. Veronika. Strokovne službe občine Prevalje smo pripravili dopolnjen predlog proračuna za leto 2018 do 25.1.2018. Ta dan ste prijeli svetniki tudi gradivo za občinski svet. Splošni in posebni del predloga proračuna imata v gradivu 4 stolpce. Četrti stolpec DPP 2018 označuje dopolnjen predlog proračuna občine Prevalje za leto 2018. Priloga gradiva so bili tudi obrazci za vlaganje amandmajev na podlagi odloka v proračunu občine Prevalje za leto 2018. Do ponedeljka 29.1.2018, ko se je iztekel rok za vlaganje amandmajev, ni bil vložen noben amandma. V dopolnjenem predlogu proračuna za leto 2018 smo upoštevali pripombe dane v času javne razprave, dane na odborih in pripombe poslane po pošti. Skupni prihodki v predlogu proračuna za leto 2018 so v višini 10.107.993 evrov in odhodki v višini 11.427.022 evrov. Razlika med prihodki in odhodki je primanjkljaj v višini 1.319.028 evrov.
V bilanci C se poveča ta primanjkljaj še za odplačilo kreditov v letu 2018 v višini 290.285 evrov. In ta primanjkljaj se zmanjša z najetjem kredita, ki je predviden v proračunu v višini 1.161.640 za čistilno napravo in 72.807 evrov za projekt ureditev cestnih povezav na območju Jamnice. Primanjkljaj vseh treh bilanc je 374.867 evrov in se pokrije iz preostanka sredstev iz leta 2017. Tako je proračun usklajen. Glede terminov za projekte v času od javne razprave pa bi prosila, da obrazloži župan. Hvala lepa. Glavni projekt oziroma glavni investicijski projekt v letošnjem letu je predvidena izgradnja čistilne naprave s kolektorskim sistemom, katere vrednost je okoli 5 milijonov, pa pol neto vrednost sredstev, za katere dobimo 70% nepovratnih sredstev, evropskih sredstev, 70% upravičenih stroškov za izgradnjo čistilne naprave in kolektorskega sistema. In predvidena je glavnina tega dela v letošnjem letu 70%, to pomeni 3 milijone 700. Seveda celotni proračun in tudi najetje tega kredita za izgradnjo čistilne naprave bo odvisno od sklepa oziroma od odločbe MGRT-ja, Ministrstva za gospodarstvo, ko bomo dobili odločbo. Če odločbo dobimo čim prej, potem bo seveda ni ovire, da ne bi toliko investicij v letošnjem letu tudi naredili. Mi imamo sestanek z izvajalci v ponedeljek, zdaj 5. februarja, 6. ali 7. februarja pa je sestanek na Ministrstvu za okolje in prostor, na operativni sestanek pri pregledu teh dopolnjenih dokumentov, tako da odziv na nek način je zdaj strani MOP-a, upam, da bomo čim prej prišli do te odločbe oziroma do sklepa, ki ga moramo dobiti, da lahko podpišemo pogodbe z izvajalci. Poleg te investicije se izvaja oziroma se je začela investicija rekonstrukcije ceste, glavne državne ceste med krožiščema na Fari in krožišču Špar. Do konca junija je rok za dokončanje te izvedbe. Potem imamo v proračunu nekaj občinskih cest proti Brinjevi gori z dveh strani proti Haniju, Poklancu pa z one strani. Potem predviden je Zagrad in predviden je tudi del rekonstrukcije proti Jamnici. Potem so del asfaltiranja mimo kmetij znotraj je v letošnjem proračunu v planu. Pa še nekaj manjših investicij je predvidenih. Seveda največja je čistilna naprava, kot sem že rekel, in odvisno od tega, kdaj dobimo sklep. Mi seveda prosimo in delamo na tem in odziv je, da bi dobili čim prej, ker bi morali pravzaprav po terminskem planu končati z glavnim delom investicije in začeti z poskusnim obratovanjem nekje v drugem kvartalu oziroma konec marca leta 2019. Pripravljajo se še nekateri projekti, in sicer projekt rekonstrukcije državne ceste od krožišča na Fari pri Šparu do Štoparja in od Štoparja do Poljane. To so načrti, projekti, ki se pripravljajo na ministrstvu in skladno z terminskim planom bodo tudi te investicije kasneje pripravljene. Poleg tega pa pripravljamo še projekt vodooskrbe, uravnoteženje vodovodnega sistema z izgradnjo vodooskrbe Brinjeve gore, Rožejevega, z postavitvijo vodohrama nekje pri Bidrihu, potem vodohram pri Dobrniku in dodaten vodohram na Lešah, in s tem bi uravnotežili vodovodni sistem in bi rešili problem oskrbe s pitno vodo pravzaprav na občine Prevalje.
Seveda nas potem še čaka zamenjava salonitnih cevi, tega zdaj nimamo v tem planu, ker ni virov. Poskusili bomo s tem projektom uravnoteženja vodovodnega sistema se prijaviti na zadnji razpis za evropska sredstva, na ostanek sredstev, ko bo država razpisala. Upam, da nas regija pri tem ne bo omejevala, ker gre za sredstva, ki ostanejo v celi državi. In na ta razpis bomo imeli pripravljeno dokumentacijo. Poleg tega pripravljamo še DIP za celostno prometno ureditev, v kateri po razdelitvi dobimo, mislim, da nekaj čez okolo 88 000 evrov nepovratnih sredstev, poleg tega moramo 20% sam zagotoviti pa DDV, s katerim bomo uredili nekatere prehode za ceste, prehode za pešce na cestah, na državnih cestah, pa uredili postajališča, pa še kaj pripravljamo zdaj v tej smeri. Toliko, če bo pa kako vprašanje. Pa upoštevali smo pripombe, ki so bile predlagane. Te pripombe smo upoštevali in jih imamo v proračunu, v postavkah tudi pripravljene predloge reševanja določenih stvari. Za nekatere stvari, za katere še čisto točno ne vemo, imamo pripravljen posamezni delež, še ne vemo natančno vrednost sredstev, ki bo je potrebna, ampak imamo pa v proračunu pripravljen stvari, tako da smo upoštevali vse pripombe in predloge, ki ste jih dali, in proračun zajema to, kar so bili predlogi. Vseh, ne samo svetnikov, tudi ostalih občanov, društev, krajevnih skupnosti smo upoštevali tisto, kar je bilo predlagano. Toliko sem želel, ni še razprava. Ja, boš pa. Zdaj gremo. Gremo po postopku. Odbor za proračun in finance, prosim. Ja, na našem odboru smo ta predlog proračuna obravnavali, ga dodobra prečesali, pregledali in na koncu kot primernega predlagamo občinskemu svetu, da ga sprejme. Hvala. Hvala. Komisija za statut in pravno vprašanje. Hvala za besedo. Tudi Komisija za statut in pravno vprašanje je obravnavala predlog odloka o proračunu občine Prevalje za leto 2018 in ugotovila predvsem, da je v skladu z 26. členom poslovnika občine Prevalje in ostalo področno zakonodaje, zato ga daje občinskemu svetu obravnavo in sprejem. Hvala. Hvala lepa. Odbor za KCG, izvoli. Matej. Kot je navedel župan, je bilo na odborih podanih nekaj predlogov k dopolnitvi tega proračuna. Predlogi so bili upoštevani, tako da je tudi odbor za KCG dal zeleno luč temu proračunu. Hvala. Odbor za gospodarske dejavnosti, izvoli, Ivan. Hvala za besedo. Tudi odbor za gospodarske dejavnosti je obravnaval predlog odloka o proračunu Prevalje za leto 2018 in ga sprejel soglasno. Smo imeli pa določene pripombe in sicer na povečano sredstvo na postavki predviditev opreme in izgradnje igrišča na Šentjerneju. Hvala. Hvala. Odbor za družbene dejavnosti. Klopi, prosim. Tudi odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog odloka o proračunu, dal nekaj pobud in tudi ti predlogi so bili upoštevani v tem predlogu, tako da smo sklenili, da ga sprejmemo in dajemo občinskemu svetu v obravnavo in sprejem. Hvala lepa. Dajem v razpravo. Popovac se je prej že oglasil, prosim, svoli. Ja, neprimerno sem se oglasil, ne torej vmes. Zdaj sem čul, da so bili vsi predlogi sprejeti. Zahvalil bi se, da ste tudi moj predlog sprejeli. Me pa vseeno malo zanima glede tiste ventilacije, a bo kako potekajo te zdaj razgovore ali plani. Pridobili smo ponudbe, zdaj tehnično rešujemo stvari, ampak v letošnjem letu bomo realizirali to. Berni, izvoli. Ja, samo eno kratko pripombe bi rad dal. Ko smo pripravljali ta proračun, sem jaz pač omenil, oziroma naša svetniška skupina, da bi bilo pametno mogoče povečati
postavko za elementarne nesreče. Takrat ste me pripričali, da to ni potrebno, da je bolj pametno tako, kar je. Seveda rad bi pa zdaj upozoril župana, da imamo pač en primer te škode še na Lešah, na športnem objektu. Tam se nekaj pripravlja, jaz bi danes pač nekje mogoče prosto župana zagotovilo Lešanarjem, da bo ta zadeva sanirana. Ne? Skupaj z Lešanarji bomo to zadevo naredili, tako kot smo do zdaj vedno in bomo tudi v bodoče. Danes smo dobili predlog skice z projektantskimi predračuni, zdaj bomo dobili ponudbo, potem bomo pa skupaj sedli pa razdelili naloge, tako da bo do poletja ta montažni objekt, ki ga je vetrolov zrušil, postavljen. Še nekatere stvari, če je nam zdaj funkcionalno, ker so bile pripombe, da ni najbolj funkcionalna bila rešitev, tako da upam, da zdaj bomo našli najboljšo rešitev, da bo koristna vsem. Smo pa tudi iskali možnost prijave škode zavarovalnici, bomo videli, kaj bomo uspeli tudi na tem področju. Hvala, izvolijo. Hvala za besedo. Jaz bi zgolj seveda podpiram, sam proračun je zelo investicijsko naravnan, bi pa ta vidik še mogoče izpostavil glede zakreditiranosti. Moramo se zavedati, da kljub temu, da je vlada lani 4% povečala sredstva za zakreditiranost samih občin, bo problem v naslednjem mandatnem obdobju dodatna zakreditiranost in mislim, da treba v tej luči tudi gledati ta sprejem proračuna. Upam, da nam bo vse uspelo in da bomo mogoče pri sredstvih ali povišenih glavarini tudi lahko bolj dodatno se zadolževali, tako da sam ta aspekt bi izpostavil. Tudi ne pomeni, da smo pri čistilni napravi in kolektorskem sistemu zaprli knjigo z kreditom. Računamo in tudi delamo v tej smeri, da bi dobili še dodatna nepovratna sredstva, tako kot je bilo prvo mišljeno. Delamo na tem zdaj, koliko bomo uspešni, kdaj bomo uspešni in na kak način upamo, da bomo. Nismo še vrgli puške korusov, tako da delamo na tem. Še kdo? Emil, izvoli. Matej. No, tu na debatu gospoda Backoviča mislim, da bi treba bilo izpostaviti, da zakreditiranost občine ne je bila toliko potrebna, ne, če bi pač ta vlada pod Mirom Cerarjem pod istimi pogoji sofinancirala izgradnjo naše čistilne naprave, kot pa so se drugot na Koroškem. In potem bi našim občanom občine Prevalje ostalo več za druge investicije, ne pa da mora občina imati kredite. Zvoli. Hvala. Vsekakor mislim, da je na mestu, da rečemo, da je to mandatno obdobje za samo čistilno napravo, sami veste, kakve kolbojce so bile. To je bil čas, ko je 2008-2014 se lahko normalno sprejelo in bi dejansko bilo omogočeno. Veliko lažje, tam so vse občine, večinoma občin ali skoraj vsaj razne naše in še nekatere občine v Sloveniji niso to realizirale in to je mislim, da tudi ključni problem bil, ker v novi perspektivi ni bilo teh sredstv in konec koncev smo zares zagarantirali in to mislim, da vsi veste, da prvič v prvem je razvojna regija rekla, da bo dala samo 40%, ne? In garancija, katero smo res uspeli, da smo dobili pol 70% financirano, mislim, da smo se tudi tule maksimalno potrudili, da se je to realiziralo. Lahko bi imeli 40, pa mogoče dan sploh ne bi razpravljali v tej postavki. Hvala. Moram malo popraviti, ni čisto tako. Junija leta 2017 je vlada sprejela sklep, uredbo o financiranju čistilne naprave v višini 85% upravičenih stroškov. Tako kot tudi za nekatere ostale. Pod enakimi pogoji, kot so imeli vsi občani v slovenskem prostoru pri izgradnji čistilnih naprav. Junija 2017. Preden je vlada se odločila, da da del sredstev v razvoj regije. Izvzeli so občino Ljubljano, čistilno napravo 140 milijonov evrov, še nekatere občine, na obrobne občine so pa ali so pozabili ali so bili malo nerodni. Zato je prišlo do tega. Pomeni, ni krivda
bila v regiji, da so se tako razdelila sredstva, ampak preden da so se sredstva dala v dogovor za razvoj regij, bi morale ti projekti, ki jih je vlada že junija sprejela, vlada izvzeti iz financiranja in direktno financira, tako kot Ljubljansko čistilno napravo, pa še nekatere druge. Tako da smo se na jasnem. 8-14 je šlo po vrstnem redu in na koncu smo bili mi na vrsti, ko je sredstvo zmanjkalo, in zato je bilo rečeno, da bomo prvi na vrsti v perspektivi 14-20. Ne samo rečeno, vse so zapisniki, tudi obstojajo. Tako da, mislim, če smo natančni, da smo čisto natančni, ampak vlada je junija 17 sprejela sklep o 85% financiranju izgradnje čistilne naprave občine Prevalje. Zdaj pa seveda to ni tako. Izvolite, Rafi. Hvala za besedo. Jaz se glede tega proračuna bom povedal to, da sem to zelo zadovoljen, da so vse pripombe, kar je bilo na odborih, pa to upoštevale. To sam proračun je pač nujno zlo in to je tek uravnan, ko je upam, da bomo sposobni tako, v taki realizaciji pa v višini realizirati. Imam pa eno zadevo, morda se pa tiče čisto proračuna. Tole imamo ene 3 velike projekte v proračunu, zdaj se sami brali, to je igralni prostor Peca, 402 000 evrov na pa naravno kulturno doživetje Geopark Karavanke, enkrat 81 000, enkrat pa 7400. Zdaj to upam, da bomo uspeli na katerem razpisu, da bomo to dobili. To je tek, a bomo dobili, ne bomo dobili. Ampak bi nekaj drugega rad upozoril glede tega. Mi smo pred leti dobili 154 000 kot nosilci za varianto Rek Kulta. Jaz sem danes na prvem odboru na družbenih dejavnostih po dolgem cajtu prosto, da sem to dobil, sem zadovoljen poročilo, kam je šel denar, ta 154 000 evrov, to 53 189, da ne bom točen. Včeraj smislu sam dobil na odboru, kak je več podatkov, pa gospe podžupanje iz osebnih razlogov ni bilo. Na odbor, glede tega, kam je bil denar razdeljen, mene to moti. Recimo odbor za družbene dejavnosti, ko je eden nosilcev tega ni obravnaval, razen tega, da je bo sprejeto na Rek Kult, pa to je prav, da je evropski denar. Ampak kam je šel direktno denar, mi na odbor za družbene dejavnosti, vsaj v moje, ki imam še kar spomina, nismo obravnavali. Direktno, kam je šel, tole imam napisano par takih zadev, ko so zelo čudne. Pa se je prav, da ne bom razpravljal za nazaj, mene samo to prosim, če bomo dobili te zadeve v bodoče, da bomo sprejeti, da bi se občina bolj sodelovala, vse občinski svetniki, kam gre denar v to. Recimo, par zadev je takih, ko so recimo tudi aparati na avtobusni postaji, ko ne vidim nobenega človeka, da pa se prav, da je računalnik, pa ta v družbenem domu, v knjižnici, pa v šoli, tole 14 000 evrov. Prav je, da imamo, samo da pol je nedelujočih, ne delajo. Zakaj ne delajo, jaz ne vem, ampak če so to v tem smislu, veliko je takih postavk, to ne vem, če ste si ogledali, to je na internetu, da si pogledate. Mene samo to moti, da bomo, če bomo dobili kakšne te postavke denar, da se bo na občinskem v bodoče, kjer bo občinski odbori pa svetniki, da bo bolj sodelovali pri tem, zaradi tega, ker tega 154 000, mislim pa po drugi strani kregamo na odbori za družbene dejavnosti za 300 evrov za kako društvo več, pa za kako dejavnost, za kako kulturno društvo, za kako krajevno skupnost, za kako prireditev 300-400 evrov več, to se pa deli denar 154 000 evrov, mislim, da bi mogli imeti več pogleda v to, ker to so taki zneski 16 000 evrov za poslitev ene osebe, pa pole še sodelovanje 21 000 evrov, pa mislim, to so zneske, zdaj imate na internetu. A lahko, Rafi, o proračunu zdaj govoriš, ne o nekem, kar je 3 leta nazaj bilo? Klopi. Ker govorim o proračunu, jaz bi samo prosil, da se, če bomo dobili ta sredstva pri teh Geopark Karavanke in to, da se bo to bolj transparentno razdelil denar. Hvala. Vsi projekti in vsa sredstva se na podlagi javnih razpisov morajo
razdeliti. To pomeni na javni razpis tudi rekulce na podlagi javnega razpisa in obravnavan je bil v skladu z statutom in poslovnikom. Tudi vrednostno bomo dali vse podatke, kdo je prejel finančna sredstva, tudi z imenom in priimkom, z celotnimi postopki, niso imena, so imena že. Tudi imena, tudi to bomo dali in vse postopke, ker smo se 3 leta prijavljali na te razpis, 3krat smo se prijavljali in je bil na občinskem svetu ta projekt in tudi zaključek projekta je bil. No. Ampak bomo dali podatke, ni noben problem. Izvoli. Mene zdaj ne zanima, kdo je to dobil, jaz hočem samo to, da se bodoče, da bi odbori bolj sodelovali, pri tem pa se bo točno, zdaj je že kar je, zdaj dan je že razdeljen, mene ne zanima, kdo ga je dobil, to davče tega. Nisem iz tega prišel, odbor za družbene dejavnosti tega ni obravnaval, kdo je pa dobil, a mene ne zanima, žal. Ne, to ne drži, da odbor za družbene dejavnosti ni obravnaval, ti bomo dokazali z sklepi, da je obravnaval, boš videl. Ampak se ni važno, bomo naredili. Vse stvari morajo biti, preden da dobimo evropska sredstva za evropske projekte, morajo biti z vsemi dokazili, s plačili, z dokumenti, z papirji, morajo biti vse predstavljeno, preden da dobimo finančna sredstva, drugače jih sploh ne dobimo. Hvala, še kdo na temo proračuna? Izvoli, Aleksander. Hvala za besedo. Jaz bi se navezal na prejšnjo debato glede čistilne naprave. Zdaj vem, sem prav razumel, župan, da glede te perspektive, ko je bila 2008-2014, da bi ne bil neki vrstni red glede čistilnih naprav. Seveda je bil. Seveda je bil. Sem zdaj prav razumel to. Seveda je bil. Vrstni red je bil. Ali smo mi Na ministrstvu so ga meni... Sigurno. Sigurno. Hvala. Še kdo v zvezi s proračunom? Jaz bi še imel. Izvoli. Jaz bi pač pohvalil odločitev, da gremo v ta projekt v letošnjem letu z nekaj več svojimi krediti, kljub temu, da zaenkrat nimamo več kot pa tistih 70% obljubljenih, seveda upanju, da morda še kako razliko dobimo. Je pa nujno, da smo se za ta projekt odločili, kasnimo vsaj 4 leta in na tistem spisku za prejšnjo obdobje smo bili in spomladi novega mandata bi mi morali sklep dobiti, po tistega smo šli, obljubila ga je ministrica. Jaz ne bi to vlado krivil, glede na to, da je ministrica od Desusa. Morda bo pa zdaj kaj Gnarja Rjavc zrihtel, ko še te kazni pišejo v onim ribičam, ko sem včeraj slovijo. Pa bomo pa dobili nekaj zravno v proračunu, pa še kaj takega. Skratka, včasih so nam oni vsi skup dola tako pa v sramoto, ne gledajo na to, da je tule ena velika odgovornost izvesti tak projekt, kot ga zdaj izvajamo. Ne samo odgovornost do okolja, pa odgovornost do prihodnjih rodov, odgovornost do naših poslovnih obveznosti, se smo jih sprijeli do Leka in do vseh drugih. Jaz bi se v zvezi s tem še samo upozoril, da je seveda prav, da se maksimalno zadolžujemo, kar nam zakon dovoljuje, ker edino na ta način lahko nekaj naredimo. Tako da tisti župani, ki se hvalijo, da nimajo nič kreditu, ja, hvala Bogu, te pač nič ne rabijo delati. Mi nobenega projekta ne bi zmogli, če se ne bi v okviru tistih maksimalno možnih, dovoljenih mej tudi zadolževali. Danes lahko in takrat, ko smo se za vrtec, smo načrtovali tudi naše obveznosti zadolževanja tule, se spomnite tisti prej, ko smo bili že prej člani občinskega sveta. Danes ugotavljamo v vrtcu, še tisti dodatni višek bomo angažirali v letošnjem letu, hvala Bogu. Z viškom smo šli vrtec graditi za 2 oddelka, se pravi teki otrok. In v prihodnje, če bo potrebno, bomo sigurno najdli tak ali drugačen način, da bomo še dodaten oddelek odprli ali pa tudi, če bo potrebno, dogradili. Jaz mislim, da v tem smislu lahko rečemo, da smo občina, ki je kljub temu, da se včasih med sabo slabo zastopimo v kakšni zadevi, pa kaj sporečemo,
pa vendarle vse skupaj to delamo z tistim pravim namenom, ki ga tudi skozi župan zasleduje, da gremo za nek skladen razvoj, v okviru tistega skladnega razvoja pa predvsem skrbimo za to, da je nekaj za mlade, da je prihodnost v tej občini zagotovljena in da je za okolje. In še druge stvari se tu dogajajo, ki niso neposredno v našem občinskem proračunu, pa se vendarle tudi v naši občini, tudi s pomočjo te občine, a ne tako kot recimo ta gradnja ali pa sanacija teh upokojniških blokov 4, ki se zdaj bo intenzivno v letošnjem letu končava, kar je ogromna pridobitev lifti v teh 4 blokih, a ne, toplotne sanacije, skratka, cel kup uspešnih projektov. Jaz bi rekel, nadaljujmo na ta način, da bomo seveda zdaj začeli še razmišljati, kako bomo v naslednjem letu začeli z projektom tudi spodbujanja gradnje malih čistilnih naprav po teh malih zaselkih, da še to tudi očistimo, ker tisto tudi priteče po Brančurnikovemu potoku, po Šentanevskem grabnu in tako naprej, v Mežo in gre naprej. Hvala. Hvala. Izvoli. Hvala za besedo. Jaz bi rekla takole, da pravzaprav moramo biti zadovoljni, da po vseh teh večletnih zapletih vendarle smo uspeli s pomočjo vlade in pa ministrstva v Ljubljani pa z velikim naporom vas, akterjev tukaj iz lokalnega okolja, pridobiti ta sredstva za izgradnjo čistilne naprave. Ker če še tega ne bi bilo, bi bila pa zgodba še nekoliko drugačna. Hvala. Še kdo? Če ne, ne. Dobro. Glejte, sej pač mi velikega vpliva na to odločitve v Ljubljani nimamo. Malo poskušamo, ampak tam, ko poskušamo biti uspešni, drugače pa ne. Bomo seveda delali naprej, mogoče bomo pa lahko rekli čez leto ali pa 2, da nam je pa nekaj vseeno uspelo še pridobiti dodatnih finančnih sredstev. Hvala lepa, predlagam, da zaključimo z razpravo in glasujemo o predlogu sklepa odloka o proračunu občine Prevalje, o sprejetju odloka. Kdo je za sprejem odloka o proračunu občine Prevalje? Vsi za. Hvala. Hvala lepa. Smo pri točki 6. Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Prevalje. Prva obravnava. Prosim, Mojca, za kratko obrazložitev. V lanskem letu, meseca maja, je Državni zbor sprejel nov zakon o športu. Zakon lokalnim skupnostim nalaga, da občinske predpise z področja športa uskladijo z določbami zakona najkasneje 1 leto od njegove uveljavitve. Veljavni pravilnik za vrednotenje programov športa v občini zdaj ni več skladen z usmeritvami spremenjene zakonodaje, zato je potrebno sprejeti nov odlok in določiti nova merila in pogoje za vrednotenje programov. V odloku je določeno izvajalci posameznih programov, pogoji in merila za izbiro programov, način določitve višine sofinanciranja, postopek izbire sofinanciranja, način sklepanja in vsebina pogodb in pa nadzor nad pogodbami. Hvala. Hvala lepa. Odbor za družbene dejavnosti, prosim, Hedvika, izvoli. Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Prevalje, ga sprejel in ga predlaga občinskemu svetu v obravnavo in sprejem po skrajšanem postopku, namreč, da bi šli ti razpisi čim prej ven, da bi klubi in športna društva lahko ta sredstva tudi čim prej z razpisom tudi pridobila in seveda smo vsi se strinjali, da so ti pogoji in merila res do potankosti dodeljeni in predstavljeni in tako da res predlagamo, da se po skrajšanem postopku to izpelje. V redu, hvala. Še od Komisije za statut in pravna vprašanja. Izvoli. Hvala za besedo. Tudi Komisija za statut in pravna vprašanja je obravnavala predlog odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Prevalje, prva obravnava, in ugotovila, da je odlok pripravljen v skladu z vso področno zakonodajo ter ga predlaga občinskemu svetu obravnava.
Hkrati je še sprejela en sklep, da Komisija za statut in pravna vprašanja predlaga, da občinski svet v skladu z 6. odstavkom 83. člena Poslovnika občinskega sveta prvo in drugo obravnavo predloga odloka združi in na isti seji opravi hkrati obe obravnavi. To pa zato, ker na predlog odloka v prvi obravnavi ni bilo bistvenih vsebinskih pripomb in bi besedilo predloga odloka v drugi obravnavi bilo enako besedilo predloga odloka v prvi obravnavi. Hvala lepa. Dajem v razpravo. Želi kdo razpravljati na to temo? Rafi, izvoli. Jaz sem tudi odlok si zelo dobro prebral, ker je glede športa in sem zelo zadovoljen, ker je zelo v redu napisan, tudi glede tega, da občina Prevalje zelo lepo poskrbi za delovanje društv in tudi dobro financira. Edino bi prosil, da ko sem imel en mali predlog, samo tem, da se bi pa glede tega, ker odlok je res napisan, tako mora biti napisan, da se bi malo bolj kontrola bila iz občinskih vrst pri kontroli, da ne bodo tam recimo pri trenerjih, ki zdaj še kar, da morajo imeti licence, pa to, da se ne bojo to papiri pisali, pa se bo dogajalo tako, da bo trener doma na kavču spal, ko bo napisal na tekmi kaki, ali pa ko trenira, ko se tala denar. Zato, ker vem, da je bo par zadev, glih je moj kolega je dobil predemo športu, da mogo se na sodišču javiti v Mariboru, pa že 5 let ga ni bilo blizu, ne, ampak je bil napisan še na neki tekmi in je bil neki do problema prišel in torej zdaj pa fejs napisano o tem, da mora imeti za vse, posebej za otroke, licence, trenerji, mislim, da se bo to res kontroliralo, tako se mora kontrolirati. Tega, če bo odlok super napisan. Hvala. Hvala lepa. Želi še kdo? Joli. Zdaj to, jaz absolutno podpiram Rafija. Ravno zaradi tega je prišlo do spremembe dejansko odloka, saj drugih bistvenih sprememb tek ni. To ravno kar si rekel, ne? Ali je doma ležal, pa ga sploh ni bilo, pa je bil zabeležen, ali pa je nekdo, ko je imel licenco, ko ni rabo imeti, lahko je imel cel licenco, so bili stroški večji, pa vse take stvari so se pojavljali. S tem novim zakonom, ko so ga nam v Ljubljani razlagali, ne bi prihajalo do teh nesoglasij, ampak sta samo 2 razreda, v katerega spadaš teki tarifni razred, to je in za toliko to dobiš in gotovo. Hvala, Rafi. Živim. Hvala. Še kdo? Če ne, vidim, da ni vsebinskih pripomb v prvi obravnavi, dam še predlog, da se, če želi kdo še v drugi obravnavi, a moramo glasovati 2? Glasujemo. Potem dajem na glasovanje po prvi obravnavi, kdo je za sprejem. Hvala, vsi za. Želi kdo še razpravljati v drugi obravnavi? Če ne, dajem še enkrat na glasovanje, kdo je za sprejem v drugi obravnavi, vsi za. Hvala lepa in s tem smo sprejeli po prvo in drugo obravnavi. Smo pri točki 7. Odlok o odločitvi območij v občini Prevalje za prodajo zunaj prodajaln v prvi obravnavi. Mojca, prosim za kratko obrazložitev. Skladno s 6. členom zakona o trgovini si mora prodajalec za prodajo blaga na premičnih stojnicah pridobiti soglasje lastnika zemljišča, na katerem prodaja. V istem členu pa zakonodajalec lokalnim skupnostim podeljuje pravico, da z odlokom določijo mesta, ki so primerna za prodajo zunaj prodajaln. Po zakonu o trgovini je torej za prodajo blaga zunaj prodajaln potrebno soglasje lokalnih skupnosti, ne glede na to, ali gre za prodajo na javnih ali na zasebnih površinah. S sprejemom tega predlaganega odloka bo občini vzpostavljena pravna podlaga za izdaje soglasij za prodajo, ki se vrši zunaj prodajaln. Hvala. Hvala lepa. Glede na dileme obvestila lastnikov smo v tem času, tako kot smo na odboru se dogovorili, tudi stopili v stik z vsemi. Glede na to, da na Lešah ni bilo posluha za to, pa kje še? Pa v Šentanelu na določenih mestih smo te stvari izločili in so parcele, samo tiste parcele, za katere imamo soglasje oziroma za katere občina da soglasje, tako da smo to do danes, tako kot smo obljubili, uredili. Tisto, kar ni soglasja, smo izločili 2 parceli oziroma 3 parcele. Drugo pa je vse sprejemljivo. Tako da odbor za gospodarske dejavnosti izvoli, Ivan.
Hvala. Odbor za gospodarske dejavnosti je obravnaval predlog odloka o določitvi območju občine Prevalje za prodajo zunaj predijalnega sprejema in predlaga občinskega sveta v obravnavo in s to pripombo, kot je že župan povedal, da do komisije in pravna vprašanja obvesti fizične osebe, katerih zemljišča so zajeta v odloku. Hvala. Hvala. Komisija za statut in pravna vprašanja. Izvoli, Aleksander. Hvala za besedo. Tudi Komisija za statut in pravna vprašanja je obravnavala predlog odloka o odločitvi območij v občini Prevalje za prodajo zunaj prodajaln. Prva obravnava ugotovila je, da je odlok pripravljen tudi v skladu z to področno zakonodajo, ter ga predlaga občinskemu svetu v obravnavo. Hkrati pa tudi Komisija za statut in pravna vprašanja predlaga, da občinski svet v skladu z 6. odstavkom 83. člena občinskega poslovnika drugo obravnavo predloga združi, na isti seji upravi obe obravnavi, kakor je tudi bilo prej pri prejšnjem odloku. Hkrati Hvala. Hvala, Aleksander. Dajem razpravo. Želi kdo razpravljati? Rafi, izvoli. Mene pa samo zanima, ko nisem član odbora, ker ga pa nisem si tega tudi preveč prebral. Mene samo to zanima, da zdaj, ko imamo tako lepo tržnico, pa to oni prostori, ko se bo lahko prodajalo, bo verjetno omejeno tudi časovno, da so recimo določeni dnevi, ker zdaj, da se ne bo prodajalo, to, ker tega, da imamo lepo tržnico, je tako, ko mi prodajamo tole, mislim, da je dovolj za Prevalje, da se prodaja na tržnici. So pa določeni dnevi, res, ko se recimo, ko so pustne maškarade, ali pa levo, desno, samo drugače je to verjetno to časovno omejeno, pa nisem prebral. Ja, omejitev je in lastniki morajo dati soglasje, občina mora dati soglasje, to so semanji dnevi, to so posebne prireditve, ne pa kar tako vsak dan, zato ker je tržnica zdaj urejena. Želi še kdo? Če ne, dajem na glasovanje v prvi obravnavi, kdo je za sprejem tega odloka. Vsi za, hvala. Želi kdo še razpravljati v drugi obravnavi? Če ne želi, dajem na glasovanje, kdo je za sprejem. Vsi za, hvala. S tem smo pri točki 8. Pravilnik o sprejemu otrok osnovne šole enoto vrtec Prevalje. Pozdravljam Ano Buhvat-Pori, pomočnico ravnateljice, in prosim za kratko obrazložitev. Hvala. Veljavni pravilnik o sprejemu otrok vrtec je bil sprejet leta 2009 in ni več skladen zakonodajo, ker so bile v tem času sprejete spremembe zakona o vrtcih, ki med drugim na novo urejajo postopek vpisa predšolskih otrok, je potrebno pravilnik uskladiti zakonodajo in predvsem posodobiti oziroma na novo določiti kriterije za sprejem otrok. Pri uporabi teh obstoječih kriterijev se je pokazalo, da so v določenih delih pomanjkljivi, ne zajemajo vseh življenjskih situacij, ki so lahko pomembne pri odločanju o vpisu otrok v vrtec. Komisija za sprejem otrok vrtec Prevalje je zato oblikovala nove kriterije, ki so zajeti v predlogu pravilnika. Kriteriji so usmerjeni v to, da dajo prednost pri vpisu otrok Prevaljčanov. Hvala. Odbor za družbene dejavnosti, prosim. Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog pravilnika o sprejemu otrok osnovne šole Prevalje enote vrtec ga sprejema, ga predlaga občinskemu svetu obravnavo in sprejem. Tudi gospa Ana nam je ta pravilnik dobro predstavila in seveda smo veseli, da vsem sestavljavcem se zahvaljujemo, da so tako dobro pripravili in da res daje prednost družinam, ki so doma tukaj v občini Prevalje. Hvala lepa. Komisija za statut in pravna vprašanja. Izvoli, Aleksander. Hvala. Tudi Komisija za statut in pravna vprašanja je obravnavala pravilnik o sprejemu otrok v osnovno šolo Prevalje, enoto vrtec Prevalje, in ugotovila, da je pripravljen v skladu z vso področno zakonodajo in da predlaga občinskemu svetu obravnavo in sprejem. Tudi sam sem bil v komisiji v sprejemu tega pravilnika, tako da mislim, da je dobro narediti v korist naših otrok, predvsem. Hvala. Hvala lepa. Dajem v obravnavo. Želi kdo razpravljati o tem? Izvoli, Ivan. Hvala lepa. No, kot član sveta staršev in podpredsednik seveda lahko pohvalim, da je vse dobro naredil, tudi samo sodelovanje z starši in z našimi otroci smo res zadovoljni v vrtcu in dejansko, da vse deluje tako, kot treba. Hvala. Hvala lepa. Še kdo? Če ne, dajem na glasovanje, kdo je za sprejem tega pravilnika.
Vsi za. Vidva tudi? Hvala. Vsi za. Smo pri točki 9. Oblikovanje oddelkov, prosim, Ana, še za to. Hvala. Trenutno so vsi oddelki našega vrtca polno zasedeni. Zaradi velikega povpraševanja po prostih mestih predlagamo od 5. februarja 2018 do 31. augusta 2018 oblikovanje dodatnega oddelka prvega starostnega obdobja s polovičnim fleksibilnim normativom in eno strokovno delavko. Sistemizacija se spremeni, dodatna vzgojiteljica za ta oddelek, dodatna ura pomočnice, kuharice zaradi večjega števila otrok, ter sprememba v postavki računovodja knjigovodja zaradi reorganizacije dela v administraciji. Cena vrtca pa ostaja nespremenjena. Hvala. Hvala Bogu, lahko rečemo, da imamo poln vrtec in da še polovični oddelek, tako da smo veseli. Odbor za družbene dejavnosti, izvoli Hedvika. Ja, tudi na odboru za družbene dejavnosti se pridružujemo veselju gospoda župana, torej da imamo tak velik vrtec, da lahko našim mladim družinam še zagotavljamo varstvo, tako da smo veseli, hkrati pa tudi lahko rečem, da smo veseli, da bomo eno mlado zaposlitev na novo dobili, pa spet zaposlujemo naše ljudi, tako da je odbor soglasno sprejel in ga predlaga ta sklep občinskemu svetu v obravnavo in sprejem. Samo bi te dopolnil, ne samo, da imamo velik vrtec, imamo zelo dober vrtec in otroci radi hodijo v ta vrtec, vsaj kolikor imamo informacije. Odbor za proračun in finance, izvoli Staš. Tudi na našem odboru smo te zadeve obravnavali, vidim, da je bilo na vseh odborih enako, tudi pri nas je bilo izraženo veliko veselje, da se naš vrtec polni, tako da smo seveda soglasno sprejeli oba dva sklepa in predlagamo, da to stori tudi občinski svet. Hvala. Želi kdo razpravljati? Izvoli, Berni. Ja, tudi jaz bi rekel, da imamo lep vrtec, pa da so otroci zadovoljni, starši so pa malenkost manj, ker nimajo pravega parkirnega prostora tam odzad. To sem jaz vas že opozoril. Eden govori, pusti. Izvoli. Govorim za tisti parkirni prostor tam direktno pri vrtcu, ko ponavadi je kriza. No. Sicer je res to, da zdaj imamo tole na lesni nove prostore. Samo tam je pa res, bi bilo tudi potrebno, ker nekateri so pa tudi malo bolj kritični. Poglejte, toliko parkirnih mest, kolikor jih je v določenem 15-minutnem obdobju, ko si naenkrat pripelje ali pa hoče odpeljati otroke, toliko parkirnih mest nikoli ne bo. Iščemo pa, razmišljamo o tem, kaj bi bilo še potrebno tam narediti. Je pa res, da je v bližini zdaj prostor z veliko parkirnimi mesti, pač nekaj korakov več bo treba narediti. Ampak vseeno bomo razmislili o nekaterih rešitvah, mogoče bomo pa najdli kaj pametnega, tako kot smo pri šoli naredili. Še kdo? Izvoli. Ja, jaz bi še nekaj dodal. Župan je prepovedal, da otroci radi hodijo v vrtec, bi treba pa tudi pohvaliti vodstvo vrtca pa vzgojiteljice, da je tako vse polno in da se imajo fajn otroci tam. Sej, jaz mislim, da brez kvalitete vrtca in brez tega, brez vzgojiteljic ne bi šlo, tako da je to že samo po sebi vpliva na to. Izvoli. Temu rekla, da glede na to, da sem zaposlena v šoli, da to novo parkirišče je velik doprinos tako staršem, ki otroki hodijo v osnovno šolo in tako vrtec. Torej, tako malo je tam tudi za peš iti, pač bo en mali sprehod naredili, tako da to smo res naredili en velik korak naprej s tem parkiriščem. Zdaj pa ni več. Ja, se strinjam. Še nekaj, 3 mesece zdaj parkirajo delavci lesne še na tem parkirišču, dokler ne bojo uredili, oni imajo od zadaj na severni strani za objektom primeren prostor in pridobivajo gradbeno dovoljenje za svoje parkirišča. Za 3 mesece smo jim dovolili, brezplačno lahko uporabljajo oziroma dokler ne bojo zgradili. Potem je pa parkiranje na tem parkirišču časovno omejeno med tednom od 8 pa do 16 ure na 2 uri. Razen s posebnimi dovolilnicami, ki jih bojo imeli zaposleni v šoli in vrtcu. Ne, še ni še pripravljeno, ko bo, zdaj ni nobene omejitve, ko bo omejitev, boste dobili vsa navodila in boste točno vedeli.
tako da bomo rešili te stvari. Zdaj še pa ni. Ja. Še kdo? Izvolite. Hvala za besedo. Jaz tudi mislim, da se je zdaj fejst razbremenil tam, kar je ta parking, ne, se vsak dan vozim tam in zdaj ni več tistih igrišč tam, da se ne moreš izogniti, pa to, tako da je to kar velik doprinos na ta parking. Upam, da bo pa cel kraj čez 3 mesece, bo še boljše. Hvala. Hvala. Še kdo? Če ne, potem predlagam, da sprejmemo oba sklepa, in sicer, da se oblikuje nov oddelek s polovičnim normativom in da dajemo soglasje k spremembi dopolnitvi sistemizacije delovnih mest osnovne šole za vrtec Prevalje. Kdo je za sprejem teh 2 sklepov predlaganih? Vsi za. Hvala. Smo pri točki 10, izvedbeni načrt kulture občine Prevalje za leto 2018. Pozdravljam Marka Kavtičnika med nami. Izvoli, Marko, beseda je tvoja, naj bo kratka pa jedrnata. Lep pozdrav vsem skupaj. Preden odide Ana, zdaj ne sliši več, to so navdušenje glede vrtca in šole lahko dokažemo že naslednjo nedeljo na otroški maškaradi, kjer se boste sigurno z množico ostalih ljudi tudi udeležili, da je danes malo drugačen uvod. Torej, naslednja točka moja je pa izvedbeni načrt kulture za leto 2018. Občinski svet občine Prevalje je januarja 2015 sprejel lokalni program kulture za obdobje 2015-2018. Program kulture določa izhodišča za oblikovanje letnih izvedbenih načrtov kulture. Sprejeti program in izvedbeni načrt predstavljata osnovo za sofinanciranje kulturnih programov. Izvedbeni načrt določa kulturne dejavnosti, programe in projekte, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev. Iz tega dokumenta je razviden tudi obseg sredstev, ki so za ta namen zagotovljena v proračunu občine. Vsebina izvedbenega načrta je pripravljena glede na način financiranja kulturnih programov, le-ti pa se sofinancirajo na 3 načine. Sklop 1, financiranje javnih zavodov preko neposrednega poziva in sklenjene pogodbe o sofinanciranju. Sklop 2 je financiranje programov in projektov ljubiteljske kulture na podlagi javnega razpisa in na to sklenjenih pogodb z izvajalci. In pa tretji sklop, financiranje investicij v kulturne objekte in ostalih programov, katere občina izvaja v skladu s sprejetim proračunom. To je zelo na kratko, številke imate seveda v gradivu, tako da za ostala nejasnosti pa smo na voljo. Hvala lepa. Hvala, Marko. Predsednik odbora za družbene dejavnosti, predsednica, izvoli, Hedvika. Odbor za družbene dejavnosti je pregledal ta izvedbeni načrt kulture, nekaj smo malo spremenili, kar nam je tudi gospod Marko povedal, ga sprejeli in ga seveda dajemo občinskemu svetu v obravnavo in sprejem. Hvala lepa. Dajem razpravo. Želi kdo razpravljati na to temo? Ne? Izvoli, Hedviga. Jaz bi tudi temu delila mogoče to mnenje, ki ga tudi vsako leto v tem izvedbenem načrtu, torej, da področje kulture v občini Prevalje nekako kliče po kaki strokovni pomoči, moči več, ali to v občinski upravi, ali kako drugače organizirano. Namreč društva, da bi svojo organizacijsko moč lahko povečala, da bi se mogoče tudi nivo delovanja povišal, da bi se organizacijsko stvari povezale, da ne bi bilo več dogodkov, ki se pokrivajo, da je v odprtje razstave pa en dogodek, drug pa nekje, da bi se ti dogodki ne pokrivali, da bi lahko se odzvali tudi na razpise Ministrstva za kulturo, javnega sklada za ljubiteljske dejavnosti, kar pa seveda društva kot taka ljubiteljska ne uspejo, ne zmorejo, nimajo niti takega kadra, tako da to je pač zgodba, o kateri govorimo že veliko let in sem jo danes samo obnovila. Hvala. Hvala lepa. Sem že na odboru tudi povedal, da že kar nekaj let iščemo primerno rešitev. Ko se bo pojavila primerna rešitev, tudi kadrovska, bomo seveda tudi šli v to smer, ne pa na vsako silo in za vsako ceno. Hvala. Še kdo? Če ne, potem predlagam, da sprejmemo letni program športa, kulture za občino Prevalje leto 2018. Kdo je za sprejem sklepa? Vsi za.
Hvala. Hvala lepa, Marko. Smo pri točki 11, letni program športa občine Prevalje za leto 2018. Prosim, Bogdan, za kratko obrazložitev. Komisija za šport. Komisija za šport je obravnavala LPŠ za leto 2018 in ga sprejela ter ga daja občinskemu svetu v sprejem in obravnavo. Za podrobnejšo razložitev bi prosil pa kar Mojco. Hvala. Mojca, bo še ti kako? Kratko. Program poleg sprejetega odloka, ki smo ga prej potrdili, in sprejetega proračuna predstavlja podlago za realizacijo proračunskih postavk na področju športa. V programu so opredeljeni športni programi, ki se bodo financirali iz proračuna, obseg teh programov in pa višina, ki je v proračunu namenjena za to. Vrednost programa v letošnjem letu znaša 160.888 evrov in od tega bomo po razpisu delili sredstva v višini 69.000 evrov za programe društev in klubov in pa sredstva malo več kot 9.000 evrov za programe v vrtcu in šoli. Vsebina programa je pripravljena skladno z usmeritvami novega zakona o športu in nacionalnega programa. Hvala lepa. Odbor za družbene dejavnosti, izvoli Hedvika. Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog letnega programa športa občine Prevalje za leto 2018, ga soglasno sprejel in ga predlaga občinskemu svetu v obravnavo in sprejem. Hvala lepa. Dajemo razpravo. Želi kdo razpravljati na to temo? Če ne želi, potem dajem predlog letnega programa športa na glasovanje. Kdo je za sprejem? Vsi za. Hvala. Smo pri točki 12. Predlog programa oskrbe s pitno vodo za obdobje 18-21 za občino Prevalje. Prosim, Meta, za kratko obrazložitev. Lep pozdrav. Lep pozdrav vsem, pa hvala za besedo. Predlog programa oskrbe s pitno vodo je pripravljen za obdobje od leta 2018 do 2021, je pa skupen za 3 občine, Mežico, Prevalje in Ravne. Predvsem zaradi tega, ker imamo skupno, vsaj v delu skupno vodooskrbo iz vodnega vira Šumc. Program je pripravljen v skladu s 25. členom uredbe o oskrbi s pitno vodo, ki ta program zahteva. Po sprejetju pri vas na občinskem svetu v Mežici in na Ravnah gre ta program na ministrstvo, kjer se potem javno objavi. Program je obvezen za vse občine. V program zajema način oskrbe s pitno vodo, navaja vodne vire, varovanje teh vodnih virov, način obveščanja javnosti, varnosti vodooskrbe, se pravi varovanja teh vodnih virov, način nadzora nad vodnimi viri, se pravi analiziranje vodnih virov, govori tudi v delu o HACCP sistemu, o cenah, o izvajalcih oskrbe oziroma izvajanja vodooskrbe. Prikazuje vam tudi v nekaterih kartah, kje so ti vodovodi, tako da kakšne dolžine kilometrov imajo, kakšne velikostne razrede, FIO in tako dalje, črpališča na teh vodooskrbnih sistemih in tako dalje. Se pravi, to je v glavnem predvsem podatki o infrastrukturi. V delu imate tudi predpise, ki določajo način oskrbe s pitno vodo, se pravi te državne predpise, pa vaš odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občine Prevalje ter seveda o zaščiti vodnih virov. Toliko na kratko. Hvala. Odbor za KCG, izvoli Matej. Odbor za KCG je obravnaval ta predlog programa oskrbe s pitno vodo, z njim se strinja. Smo pa dodali še en sklep, da se ena izmed prioritet postavi ureditev vodohrama na Lešah, kar je pa tudi že župan
prej pri proračunu navedel, med vodohrami, da je pač en izmed teh tudi vodohram Leša. Hvala lepa. Dajem v razpravo. Izvoli, Berni. Ja, nekaj je že Matej nakazal, nekaj sem pa jaz tudi zadnji že na odboru povedal glede vode na Lešah. Lešanarji so imeli svoj cajt najbolj dobro vodo na Koroškem. Zdaj se je to spremenilo, dejansko pijejo Kranja Leš eno najslabših vod na Koroškem sigurno, če ne še kje druge. In kaj se je zgodilo? Leš ima dva voda, en je naselje, drugi je pa na drugo stran, ko gre pa grta nad igrišče. Ta prvi del, ko napaja naselje, ne vem, kaj se je tam pred letom zgodilo, ni vzdrževanje tako, ko bi moral biti, v glavnem pri vsakem malo večjem dežju je voda arjava, prav arjava. Drugi vod, ko gre pa na drugo stran igrišča, mislim, nad igrišče gre, je pa voda prilično bolj čista, samo je pa v taga okusa, kot da bi pil bazen na DTK-ju. To je pa zaradi tega, ker ni nekega vodohrama, nekega večjega bazena, da bi klor lahko svoje naredil, pač pa dejansko dobiš ti v klor po pipi, že kar mogoče po pol urah. Teda resnično bi prosil, da začnete iskati rešitev v to smer, ker je res kar kritično. Mi tega mogoče ne vemo. Tes, kjer ne verjame, bom jaz naslednjo sejo prinesel, na mesto te Prevalške vode bomo pili pa Leško. Pa boste videli, da bomo hitro najdli rešitev. Mi že pripravljamo projekt, že projektiramo te rešitve, tako da smo seznanjeni s temi problemi od vsega začetka, zato se pripravlja projekt v skladu z vsem ostalim, tako da tu ni na novo, kaj ne bomo, ampak se že dela, se že pripravlja. Je že na terenu in bo ta projekt zelo hitro pripravljen. Kaj se je pa zgodilo dejansko? Kaj se je pa zgodilo, da je tega slabše voda prišlo? Samo malo še Hedvika pomogo. Če samo toliko, Berni, se veš, to sem jaz upozorila že, ko je bil gospod Šumah še, ampak on je meni takrat odgovoril, da je to avtomatsko klorirano in da v bistvu ne bi smelo priti do tega, ampak mi smo pa vedno znova ugotavljali, da je voda res strašno okusma in von po kloru. Ampak on je to rekel, da je to avtomatsko in da to je kontrolirano in da avtomatsko to sigurno je. Zdaj, on je meni tako odgovor tule pred vsemi dal, ker sem jaz to dvakrat upozorila že na občinskem svetu. Hvala. Meta boš dala odgovor. Pa prvo zaradi avtomatskega kloriranja. Dejansko je tako, da seveda avtomatsko se klorira ali pač kaplja klor skozi ta plinski dozator, ker pa voda ves čas odteka, klor tudi odteka in seveda ne opravlja svoje naloge. Klor lahko svoje nalogo upravi v vodohramu, v nekem bazenu, kjer je akumulirana voda in tam v bistvu upravlja svojo funkcijo in tam lahko tudi ti kontrolirano doziraš klor do takega nivoja, kot je nujno potrebno, ali ker vem tudi, da če je klora preveč, je lahko tudi zdravje škodljiv. Tako da, ko bo zgrajen vodohram, potem na tem območju ne bo problema. Enako bo z temi primesmi ali pa drobnimi zemeljskimi delci, ki jih vodni vir oziroma voda prinaša na izviro sabo v sistem. Na tem vodohramu bodo zagotovo, vsaj tako je ponavadi, in tako predvidevam, da bo tudi projektant naredil, bodo filtri, ki bodo odstranjevali te grobe in drobne delce, hkrati pa bo možno tudi, se pravi, filtriranje vode. Sam vodni vir je pa seveda malo drugačen kot pa vodni vir, recimo Šumca ali pa naprimer Stržišče je tudi temu podobno, tam kjer gre za točkovne vodne vire, ki v bistvu s surkom tečejo iz globine, se pravi zemlje. Na Lešah gre pa za razpršen vodni vir, pač voda na nekem območju pronica iz zemlje in ta voda je zajeta in potem teče v skupne zbiralnik, ki je zelo mali, mislim, da je samo en kubik velik in seveda ta takoj odteče naprej.
In ker je ta voda pač je, kako bi rekla, tako eno povirje je, če si predstavljate, tam kjer v bistvu tako povir ali izvir reke Meže ali pa nekaj takega, se pravi na večjem področju, ima tudi ta površinska voda, se pravi zaledna voda pa meteorna voda ima velik vpliv na kakovost pitne vode. Na kakovost, se pravi, te vode, ki potem teče v sam vodovodni sistem. Tako da nad tem zgornjim delom, nad zajetjem, mi vsake toliko časa pač popravljamo tako drenažo, ne drenažo, take jarke naredimo, da ta površinska voda, ki preteče iz više ležečih zemljišč, da odteče proč, ne da zateka v samo povirje tega vodovoda, tega izvira. Ker je pa zanimivo, da velikokrat je čisto fajn, ampak naenkrat se pa spet izjavno. Dobro, izvoli. No, mene veseli, da smo ugotovili, da je voda na Lešah res za nič, po domače rečeno. Bom pa vprašal kar direktno vprašanje. Kdaj lahko Lešanarji nekje realno pričakujejo, da se bo ta vodni hram ali kakorkoli se bo to že imenovalo naredil, da bo voda taka, ko mora biti. Nekje realno povejte. No. Na odboru je bo rečeno, ja, če bo gnar ostal, bomo to na Lešah naredili. Tako odgovor mene nikoli ni zadostil, pa me danes ne bo. Ne, to je bil odgovor dan za celoten projekt. Celoten projekt je vreden 2 milijona uravnoteženja vodovodnega sistema, je vreden 2 milijona pa še nekaj evrov. In s tem projektom se bomo prijavili, manjše stvari bomo probali pa vmes reševati. Že prej. Takoj, ko bomo projekt imeli, ko bomo videli na podlagi projektne rešitve, ko bomo rešitve imeli, bomo se lotili tega. Ja, vse delamo dnevno. Tako da bomo te stvari izvolili. Hvala za besedo. Ja, to, da nisem bil na odboru oziroma nisem član tega odbora, sprašujem. Zelo vesel sem, da je pač v kratkoročnih planih že pripravljeno izvedba načrta za zamenjavo salonitnih cevi v Mežiški dolini. Sam se tudi prizadevam, da bo čim prej prišlo do tega. Me pa zanima, vključujejo večinoma sekundarnih salonitnih cevi. Ta primarij trenutno ni vključen. Zakaj je temu tako? Zamenjava salonitnih cevi v projektu uravnoteženja vodovodnega sistema ni vključen. Zamenjava salonitnih cevi skozi prevalje dolinskega vodovoda in tudi sekundarja, kjer je v salonitnih ceveh, je projekt, ki je po projektantskih predračunih vreden 12 milijonov pa pol evrov. Ostala uravnoteženja v Mežiški dolini so pa vredna okoli 4 milijone, od tega je 2 milijona pri nas to uravnoteženje z Lešami, z tu gor. Tako da samo s tem uravnoteženjem bomo šli na prijavo. Za tak velik projekt moramo imeti pa druge rešitve skupaj z ministrstvom. Hvala, no, ker je v bistvu tule prav pač rečeno, manjka še samo projekt zamenjave glavnega magistralnega vodovoda. Zato je pa moje vprašanje. To pa večje zadeva. Hvala. Izvoli, Štefan. Ja, jaz bi še opozoril na en problem, mi se nahajamo na sprotnem bregu Leš, tam je rjava voda na Šentanelu, pa ko je sušno obdobje vode ni, ali pa je primanjkuje, in zato je prosil župana, da pač potrdi, da se bo v letošnjem letu ali kdaj dogradil dodatni vir od Kozova, ko smo se pogovarjali, da bo krajani vedeli, da se v bistvu prizadevamo k temu, da rešimo tudi ta problem na Šentanelu. Hvala. Takoj, ko se zaključi analiza, to se bo nekje v marcu. Ja, do marca, aprila štartamo in v spomladanskih mesecih bomo to stvar naredili, tako kot smo obljubili. Izvoli. Jaz sem pravzaprav tudi hotel, enkrat zadnjič sem že razpravljal o tisti problematiki, ki jo obravnava ta dokument na strani 49. Sama ta stran 49 nasplošno ugotavlja, da so pač obravnavani nekateri rezervni viri tam, kjer bo pač karkoli treba in da so ti viri eni bolj, drugi manj spremljani.
Bi rekel, da je vse v tistem delu preveč splošno, če gledamo za stališča celotnega območja morda v redu, ampak da je pa recimo konkretno Šentjernej za tako problematiko glih tam v tistem stavku zraven zajet, da kakega večjega pomankanja pa ne doživljamo, pa vidite, da ne drži. Zato bi jaz predlagal, da se vsaj tista stran 49 bolj malo, kako se reče strokovno, detaljno obdela, in da se sicer ob splošni ugotovitvi, da ni pomankanja na teh vodnih virih, ugotavlja, da pa je izjemoma pa pomankanje tam, pa da je ta problem Grna Lešah. Ta problem Grna Lešah jaz znam zelo dobro skozi 30 let svojega vodovodnega zajetja reševati. Vam bom povedal, to je tak izvir, jaz mu rečem drenažno zajetje, ampak pol je treba preprečiti, da ti deževje zraven pride. Takrat, ko fejst nalije, drugač gre skozi mah in ti dobiš pol pač tisto mahovito vodo noter zravno v izvir in je slaba kvaliteta in cel kup takih stvari. Ampak to je zdaj že strokovno vprašanje, ko ga bojo že drugi rešili. Mi pa mislim, da bi lahko rekli, da vsaj tisto stran 49 je treba v nadaljevanju bolj dodelati za nekatere take primere, recimo tako kot je Šentanu, in ne nazadnje se na tisti strani pol tudi odločiti, kaj pa bomo in na kak način bomo zdaj po nekem vrstnem redu nadomestne vire, če bo potrebno vključevali. Saj nobenega nimamo pripravljenega, Tam je nekaj v kotlah pripravljenega, tam je tam nekaj in tako naprej. V tem smislu bi bil za to, da se tudi tista stran konkretizira, ko se reče, da gre za rezervne vodne vire, ob tem recimo izrazitem šentjernejskem problemu, ki ni mali. Hvala. Hvala lepa, še kdo? Aleksandr, izvoli. Ono je še treba rešiti, kadar elektrike ni 3 dni, pa na Holmecu ni vode. Bomo tam agregat postavili, da bo črpal Grta na vrh nadomestno elektriko. Tudi to je recimo lahko velik problem. Mislim, da je edini tak problem, ko smo vezani na elektriko. Hvala. Mene zaradi Leš bolj zanima, to je verjetno pa že, ki se zdaj poslušal kolega Zdravko, 30 let že problem za to, ali je to zdaj samo zadnjem? Ne. Kaj se je bolj zdaj tako spremenilo, da je zdaj to tak problem? Jaz sem zdaj čul vzroke, sam po sem bolj vzroke, že prej tudi bili. To predelanje, recimo jaz te ne 5 let nazaj že upozorila to. Odkar smo na novo delali, je slabše. Ne, dejstvo je, da se na novo se je delalo marsikaj na Lešah, in je prišlo do tega, da se je pač vodni vir tudi skvaril, in ga je treba na nek način drugače zajemati in ga gledati ves čas in ukrepati. Zato bomo pa vodohram predviden zdaj, da bomo to zadevo rešili. Drugače ni, ampak to je... Dobro, lejte, bomo posebej pozorni na to, da bo komunalno podjetje kot upravljavc iskalo rešitve, da bo čim manj teh težav, dokler ne bomo zgradili vodohrama. Hvala, še kdo? Če ne, potem predlagam, da sprememo program oskrbe s pitno vodo, s temi predlogi, ki so bili zraven dani kot v programu, kot dodatni del programa. Kdo je za sprejem tega programa? Hvala, vsi za. Hvala lepa. Hvala, Mita. 13.13. Veronika, soglasje k najemu dolgoročnega kredita v višini 72.000 evrov za sredstva, ki jih dobimo kot povratna sredstva ministrstva po 21. členu. Prosim, Veronika. Za oddajo vloge na Ministrstvo za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo v skladu s 23. členom zakona za sofinanciranje po 23. členu zakona o financiranju občine je poleg proračuna in NRP-ja potrebno tudi soglasje občinskega sveta za najem dolgoročnega kredita. V skladu s 23. členom je možno za investicije koristiti povratni in nepovratni del. Znesek ne gre v kvoto za zadolžitev. Povabila za oddajo vloge še ni, prav tako še ni znan končni znesek tega povratnega dela.
V proračunu pa smo vključili že 72.807 sredstev za sofinanciranje projekta Jamnica, ureditev cestnih povezav na območju Jamnice. Hvala lepa. Odbor za proračun in finance, izvoli, Staš. Na našem odboru smo dali soglasje temu kreditu oziroma najemu dolgoročnega kredita in to predlagamo tudi občinskemu svetu. Hvala. Dajem razpravo. Želi kdo razpravljati? Ne želi, potem dajem predlog sklepa na glasovanje. Kdo je za sprejem tega sklepa? Vsi za. Hvala. Smo pri točki 14. Podpis terjatev in obveznosti osnovnih sredstev in inventarja. Veronika, prosim. Župan je imenoval komisijo za popis drobnega inventarja in osnovnih sredstev občine Prevalje na dan 30.11.2017. Komisija je popis opravila in pripravila predlog za odpis drobnega inventarja. Drobni inventar je že amortiziran, tako da je popravek vrednosti enak nabavni vrednosti. Podrobno pa imate v tabeli razporejeno. Prav tako je župan imenoval komisijo za popis osnovnih sredstev v krajevni skupnosti Šentjernej. Popis se je izvedel 30.11.2017. Predlog za odpis je bil eno osnovno sredstvo. Nabavna vrednost je enaka popravku, tako da nima več sedanje vrednosti to osnovno sredstvo. Potem pa še odpis terjatev in obveznosti. Prav tako je župan imenoval komisijo za popis terjatev in obveznosti. Predlog odpisa terjatev je bil narejen oziroma popis se je izvedel na dan 31.12.2017. Predlog pa, kot ste v gradivu že videli, so zneski v skladu z zakonodajo. Tako zamudne obresti kot taksa, pa nekaj še razknjižb. To je vse. Še prenos dolgoročnih sredstev. Ki pa imamo vse? Še prenos dolgoročnih sredstev, nadstrešek zdravstvenega doma Prevalje. Kako? V redu, ok. Odbor za proračun in finance, v redu. Tu imam po vrsti. Izvoli, Staš. Na našem odboru smo vse te zadeve obravnavali, smo rekli glede osnovnih sredstev in drobnega inventarja, ni dvoma, tu se zadeve odpišejo. Pri odpisu terjatev smo pregledali vse številke, nekatere so sicer nekoliko više, ampak nam je bilo obrazloženo, gre za neke določene obresti za osebe v težki situaciji, tako da smo se na koncu strinjali in vse te odpise potrdili. Hvala. Hvala lepa, dajem v razpravo. Želi kdo razpravljati? Ne želi, potem dajem na glasovanje prvi in drugi sklep o odpisu. Kdo je za sprejem teh dveh sklepov? Hvala vsi. Še prenos dolgoročnih sredstev nadstrešek zdravstvenega doma, prosim. Kot veste, smo v letu 2017 investirali v zdravstveni dom tu na postaji Prevalje v višini 14.233 evrov. Gre za nadstrešek, delno smo ga je sofinancirali zdravstveni dom, delno pa občina Prevalje. Ker je nepremičnina zdravstveni dom upravlja zdravstveni dom Ravne, pač moramo ta sklep sprejeti na občinskem svetu in prenesti vrednost nabavno k njim.
z dnem 31.12.2017. Hvala. Odbor za proračun, izvoli. Na odboru za proračun in finance smo pozdravili, da se je ta projekt končal. Veseli smo, da smo dobili to nadstrešnico, tako da se strinjamo tudi s tem prenosom. Hvala. Hvala lepa. Dajem razpravo. Želi kdo razpravljati? Če ne, dajem predlog sklepa na glasovanje. Kdo je za sprejem tega predlaganega sklepa? Vsi za. Hvala. Smo pri točki 15. Predlog sklepa o financiranju političnih strank in o določitvi višine finančnih sredstev za delo svetniških skupin. Za leto 18, prosim, ima kratko obrazložitev. Hvala. Skladno z zakonom o političnih strankah mora občinski svet sprejeti sklep o financiranju političnih strank enkrat letno, ker je višina sredstev odvisna od primerne porabe. V sprejetem proračunu za leto 2018 je zagotovljenih 12.551 evrov za ta namen, ta znesek pa se porazdeli med politične stranke skladno sorazmerno število glasov volilcev, ki so jih dobili na volitvah. Sklep je pripravljen na teh podlagah, kakor izhaja iz gradiva. Hvala. Hvala. Dajem razpravo. Ta predlog želi kdo razpravljati? Izvoli, Rafi. Hvala za besedo. Glede na to, da je ta znesek povečan iz 880 evrov na 12.000, pa še nekaj evrov za politične stranke, jaz se s tem popolnoma strinjam, ampak upam, da bo v bodočnosti tudi kak plus to, da bomo imeli občina Prevalje, morda pri gospodu Rjavcu, ali pri gospodu Cererju, pri izgradnji čistilne naprave, pa pri kakih projektih, glede tega, ko boste zdaj dobili skoraj 12-kratni znesek več, ko je bil v prejšnjem mandatu, tudi kako dobro besedo za nas rekli, pa morda bo pa gospod župan bolj sprejet, kje v Ljubljani, tam tek pri tetih. Se pa strinjam s tem, da je za delovanje političnih strank več denarja. Ampak upam, da bo tudi kakšna beseda padla več. Hvala. Hvala. Še kdo? Jaz bi še rekel, zdaj tistih 12, ko se enkrat bil vzel, se zdaj nazaj dal. Približno tak je in tak je tudi prav, ker tako kot sem si pred 3 leti prizadeval, da bi posebej razložil, da obstaja poseben zakon o financiranju političnih strank in da smo po tistem zakonu tudi v okviru primerne porabe financirane občine in da smo po tistem zakonu tudi dolžne zagotavljati nekaj za delovanje političnih strank, ne teh občinskih, ko pa nasplošno v državi. Glejte, zdaj bojo državno-zborske volitve, ki koštajo in tule nastopajo stranke, treba je seveda te stvari pripraviti, treba jih je z plakati, z vsemi tistimi zadevami, z vsemi stroški, ki so, sfinancirati, tako da predvsem temu je namenjen ta gled. Zdaj pa, če vzamemo recimo samo Desus, ali tule smo 2, pa v Ravnah je 1, mislim pa, da je to tudi ves denar, ki ga za celo Mežiško dolino pol imamo za kampanjo, to je 1200 plus 600 000, recimo 1800 evrov. Kejko, zloženke, plakatov, pa vsega tistega je to. Ampak namen je ta, ko sem že taj razlagal, politične stranke imajo stalno odgovornost, da delujejo, tudi na državnem nivoju. Zato je ta denar namenjen. In jaz se zahvaljujem za razumevanje, da smo najdli način in lahko to zadevo vključili nazaj v proračun, ob tem, ko ne gre v škodo zagotavljanju sredstev za delovanje naših svetniških skupin in je, bi rekel, oksid pa koza cela in hvala. Ali pa še kdo? Ne želi, potem dajem ta predlog teh 2 sklepov na glasovanje. Kdo je za sprejem teh 2 sklepov? Kak? Dobro, prvi sklep. Kdo je za? Pa lahko združimo pa drugi sklep. Kdo je, razpravljamo, jaz sem dal razpravo predlog sklepa A in B. Ti si sem za A,
V razpravi sta sklepa A in B, v redu. Izvolite. Beseda je vaša. Hvala bi se tudi, da je tudi posluh za svetniške skupine in posamezne svetnike, zato se strinjam s tem, hvala. Hvala lepa. Še kdo želi? Še kdo želi, če ne, dajem na glasovanje oba sklepa pod A in B. Kdo je za sprejem obeh sklepov? Vsi za. Hvala lepa. Smo pri točki 16, premoženjsko-pravne zadeve. Prosim, Ema, za kratko obrazložitev. Hvala za besedo. Občinski svet vsako leto sprejme v sklopu proračunu tudi načrte ravnanja z nepremičnim premoženjem. Zakon pa dopušča, da se v primeru spremenjenih prostorskih potreb, ki jih ni bilo mogoče določiti v pripravi načrta ali ob nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv, lahko sklepajo pravni posli, ki niso predvideni v veljavnem načrtu. Predlagamo, da občinski svet dovoli sklepanje takih pravnih poslov izven sklenjenih načrtov ravnanja do višine 20.000 evrov za vsak načrt. Hvala. Hvala lepa. Komisija za statut in pravna vprašanja. Izvoli. Hvala za besedo. Komisija za statut in pravna vprašanja je obravnavala predlog sklepa v soglasju k sklepanju pravnih poslov izven načrtov ravnanja z nepremičnim premoženjem ter ga sprejema z naslednjo spremembo. Drugi odstavek predlaganega sklepa se črta in se nadomesti z naslednjim besedilom. Občinska uprava mora pred sklenitvijo pravnega posla izven sprejetih načrtov ravnanja z nepremičnim premoženjem pridobiti soglasje občinskega sveta. Komisija s predlagano spremembo sklep predlaga občinskem svetu obravnavo in sprejem. Hvala. Hvala lepa. Jaz bi samo en komentar imel. Občinski svet je sam predlagal to spremembo, da lahko nekatere manjše stvari, ko je časovno včasih potrebno, drugače bo treba vse stvari dati na korespondenčno sejo občinskega sveta. Mi si ne želimo tega delati, ne? Ampak takrat je sam občinski svet predlagal, da lahko nekatere stvari zaradi tega, ker moraš hitro ukrepati. Če bomo v vsako zadevo, za vsak kvadratni meter šli na občinski svet, bo pa seveda zadeva trajala in marsikje je potreben zelo hiter odziv. Zdaj seveda s tem sklepom ta odziv ni mogoč, ampak je potrebno za vsako zadevo iti ali na občinski svet oziroma korespondenčno sejo občinskega sveta. Mi si pa nikoli nismo želeli delati brez sklepa občinskega sveta ničesar, tako da ta predlog je bil strani občinskega sveta. Da. Izvoli. Boje pač nekaj pripomb, no, in pač smo se odločili, da je pravno, da gre vse na korespondenčno sejo, vse s tem ne bomo izgubili kakega časa. Ostane pa neka veljava, da imamo svetniki tudi nekaj pri tem odločili. Čisto tako. Hvala. Še enkrat bi povedal, da niti občinska uprava, niti jaz kot župan si tega nismo želeli, ampak je občinski svet nam naložil, da lahko. Mi si tega nismo želeli, zaradi tega, ker smo rekli, včasih pri kvadratnem metru lahko pride do spora, do česarkoli in tega nismo želeli, ne? Ker je občinsko premoženje, o tem občinskem premoženju odločil občinski svet vedno. Se je odločil pol kasneje, ne? Ampak nismo si tudi ne želeli. V redu, ni problem. Izvoli. Ja, moram povedati, da je vaša kar vroča debata na odboru za statut za to zadevo. Nekje mislim, da je prav, da konc koncev le svetniki odločajo take zadeve. Ne pa za nazaj je prepozno. Pa tudi ni čisto vedno samo gnar vprašanje, kaj sem do 20.000 bi se lahko taka zadeva pelava. Sočasih kakšna taka vprašanja, ko so lahko malo politična ali kakršnekoli zakomplicirana. Prav je, da občinski svet je za to lokalno samopravo, se nismo prej razmislili, da pač imamo to odgovornost. Tudi župan, ko je rekel, da tega niso koristili, hvala Bogu, ni bilo potrebno. No, pa se zdaj debatiramo nekje v Oslavi Senci. Obstajajo, jaz verjamem, da so trenutki, ko dejansko treba res hitro odreagirati, če hočeš kaj narediti. Večkrat je tek. Samo zato so pa svetniške skupine, ko se lahko pokličajo, zato so korespondenčne seje in podobno, da ne bi delali dodatnih stroškov, če bi slučajno res da se to zgodilo. No. Da mislim, da vse ne prav kar je. Hvala, da samo popravim. Mislim, smo naredili večkrat te stvari, ker smo imeli soglasje, ampak mi si nismo sami želeli niti tega delati zaradi tega, ker je vedno lahko sporno. Izvoli. Jaz bi pojasnil zaradi javnosti tudi, da se bomo razumeli. Vidite, brez takega soglasja, kar je to splošno, ki ga bomo zdaj dajali, brez takega soglasja bi v primeru, da to rabimo narediti,
ne bilo da skličemo izredno sejo občinskega sveta in sprejmemo sklep, da se to proda ali to kupi. Pač pa bi bilo treba sprejeti rebalans plana za to tekoče leto, ker je uredba o razpolaganju s stvarnim premoženjem države in občin taka, da govori o tem, da moraš vse v planu imeti. Kar nimaš, ne moreš kupiti in ne moreš prodati. Razen, če imaš tak sklep, ki ti to omogoča. Zdaj smo pa naprej šli potem na statutarni, a ne? Pa smo rekli, v redu, tak sklep imamo za to rezervo, zato da ne bo potrebno sklicevati seje občinskega sveta pa rebalansa sprejemati zaradi takega primera, ker bomo imeli sklep, ampak k eventualnemu takemu sklepu si pa damo na korespondenčni seji soglasje za to, da smo pravzaprav tudi proceduralno zadevo resli, če bi kdaj prišli v tako potrebo. A ne? Zato je ta predlog, ki ga je statutarna dala, mislim, da tak, da v celoti omogoča normalno poslovanje občine in dodatno daje tudi, pravzaprav vas razbremenjuje odgovornosti, pa prevzema občinski svet odgovornost, ko konkretno še potrjuje oziroma sprejema sklep za tako zadevo, če bo potrebna. Hvala. Še kdo? Izvoli ga. Tudi kot član statutarne se vsekakor strinjam s tem, bi pa mogoče samo to rekel, no, glih lani se je ta zadeva zgodila enkrat, to se obravnava na tak način, tako da vse zgodi, no, da to pride na tak način, tako da je prav, da je tako naredilo, tako smo zdaj si zamislili. Hvala. Hvala, dajem predlog sklepa na glasovanje. Kdo je za sprejem tega sklepa? Vsi za. Hvala. Smo pri točki 17, pobude in vprašanja. Prosim. Bomo danes tu začeli. Bomo začeli z cestami, tako jaz navadno nikoli ne, ampak gledajte, tista cesta od Hobruga Mojsta do Avtoga Grabna, dolga približno 350 metrov, je taka, da je pred 4 leti, ko je bil moj vnuk na sistematskem pregledu, bil vprašan, kaj pa skače Max, je Max na mestu žaba rekel avto. Pa je rekel, ona, kaj pa te misliš, kako to, da avto skače? Je rekel, ko po luknjah vozi. Zdaj pa ne skače več, zdaj pa samo ena luknja še dobra. Tako da tisti del bi pa bo treba zaflikati. Tam, ko se je od Hobruga Mojsta, tu tam rečemo, ko smo končali, oni projekt plažijo tam Mojst, od Hobra do Vsa. Od Rubina je zaključena zadev. Pol pa mimo Hobra Grta, tam so res zdaj sami. Meni tek paše, da je da ni divjako, ampak res je grozno. Je pa treba še povedati to, da tistem delu se je pa cesta delala leta 88. Tako da je res tudi 30 let letos praznuje. Dolgo je država. Hvala. Izvoli. Pa zato, da sem je še enkrat nekaj cesta prej. Jaz bi pa samo za krajane Prevalje sprašuje, kdaj bo optika, kar kaj drugega. Moš biti bolj egzaktno, kje je optika? V mestu Prevaljah ali na terenu? Tam, kjer so bele lise. Na Fari, recimo, jaz bi vprašanje imela. Na Fari isto, to bo to. A optika? Kako pa smo si vrta ugrabila? Glejte, to je v interesu Telemach, ima kabelsko omrežje za internet in kabelsko televizijo. Mi smo dobili odgovor, da bojo v letošnjem letu že poskušali nekatere stvari znotraj Prevalj oskrbeti z optiko, ampak so rekli, da naj ne pričakujemo, da bo ta optika šla do vsakega objekta. Mi bomo zdaj še pisno zahtevali ta terminski plan, kdaj bo. Prej bo šla optika do vseh gospodinstev, kjer so bele lise, ker tam bo aprila razpis za koroški konc, pa za štajerski konc. Za samo optiko, kjer je pa komercialni interes, bo mogel pa tudi Ministrstvo za javno upravo pritisniti na lastnike oziroma na lastnike omrežja tam, kjer je komercialni interes, ker na to pa minimum vpliva. Tako da vam odgovora, kdaj in kje ta trenutek ne morem dati,
Je pa seveda naša želja, da pride, ampak ta želja je povezana z izjemno velikimi finančnimi sredstvi, ki jih morajo pa zagotoviti družbe, ki upravljajo z tem sistemom. Nadaljevala, a to pa občina, da bi pritisnila mogoče na ta telema, pa nima te moči, glede na to, da so meni zdaj pa tudi že kar nekaj iz teh zaselkov na Fari, pa še kje drugi ljudje, ki pač sodelujejo veliko s tujino in je to pač seveda zdaj ena velika ovira, ker optike ni. Mi smo pritisnili z dopisom, ne samo z enim dopisom, in smo dobili odgovor, da bojo, zdaj moramo pa urgirati na ta odgovor. Jaz tega odgovora zdaj trenutno ne vem točno, za katere datume, so rekli, moram pogledati dokumentacijo, pa po od njih zahtevati. Ampak v letošnjem letu določene stvari bojo naredili, to so rekli, da imajo plan. Povezati je treba sistem. Ne moreš delati na račun nepovratnih sredstev belih kriz, če ne boš delal tudi vojnih komercialnih. Sej na ta način je pogoj bil dan operaterjem in operaterji bojo zdaj morali tudi z delnimi evropskimi sredstvi oziroma sredstvi razpisa zgraditi tisti, ki bojo dobili področje, kjer je komercialni interes, bojo morali zgraditi tudi bele lise in tu smo v projektu zraven. To je pač tako, jaz praktični primer z Leš povem, vsi tisti, ki smo dobivali to optiko, smo morali sami pač priključek, pa smo morali plačati 600 evrov, vsi, ki pa zdaj si pridobivajo in pa operater, da se zaston. Tak je. Tudi na Lešah. Ja. Tudi na Prevaljah smo plačali priključek in sami priključke smo si do objektov delali, tako je bilo, zdaj je pa zadeva drugačna, zdaj smo pa leta 2017, operaterji ti pripeljajo na točko, na parcelo ti pripeljajo optiko. Monopol imajo, toliko jih je. Sami delali, Ja. pa damo soglasje, da smo lahko naprej delali. Ivan, izvoli. Ko je glih tema, ko se res malo spoznam na to, glede na to, da je res ta ADSL v naših Prevaljah res včasih Facebooki in niha, bi to rekel, seveda komercialna interes vsekakor je v urbanih naseljih. Jaz mislim, da v večjih naseljih se pač to investitor samo odloči in samo pravi to, ker pol trži to. In tu je ta cilj. Zdaj, kdo je najbolj zainteresiran, ne vem, zdaj upam, da jih je čim več, da bo čim prej to realizirano. Se pa strinjam s tem, da nekako, če je možno omejiti na to zadevo, da tisti, ko ima komercialni interes v urbanih naseljih, da tudi lise pokrije, bi bilo pa to idealna rešitev. Tako da bi imeli pač po celi občini iste možnosti. Hvala. Hvala. Izvoli. Hvala za besedo. Jaz bi dala pobudo, zdaj, ko se bo delal pregled po tej, se pravi, po zimi, tule imamo pri novi tržnici, ko je priključek na cesto, imamo kar precej nekih enih luknj zdaj. Tam pride obnova. Ja, da bi tisto popravili. Pa še enkrat bi opozorila na ta režim parkiranja tule ob tej novi pizzeriji, hitri in drzni, nekaj takega. Namreč pri Kertovi hiši. Tamle ponavadi parkirajo ob boku hiše, istočasno je dovoz na parkirišče in izvoz na parkirišče. In je včasih kar malo težka situacija, lahko prije kdaj do kakega trka. Tako da je boljše, če to prej preprečijo. Žal mi nismo lastniki zemljišča tam, niti parkirišča, niti kvadratnega metra. Zdaj se bo tam nekaj dogajalo, jaz upam, da bojo uvoz in parkirišča tudi temu primerno narejena, se pa strinjam s tem, da je nevarno. Kar se tiče pa ceste proti Gin Shopu, ta cesta bi bila že konec lanskega leta rekonstruirana in obnovljena, vendar zaradi zimskih razmer nismo, ampak zdaj spomladi pride, je že v planu. Od križišča oziroma od glavne ceste do Gin Shopa. Izvoli. Hvala za besedo, da sem eno pobudo. Name so se obrnili stanovalci tule iz ugasnih peči, teh dveh blokov, 4 pa 5 mislim.
Tam je kar fejst deformiran asfalt. No. Jaz sem se danes prav prvo gr, pa sem šel pogledati in dejansko je res kar nekaj luknj. In to že več let pravijo, da klicarijo, pa da ni nekega odziva, da bi prosil, no, da se zaflikajo te luknje tam pri blokih. Ne. Med blokoma. Ne, tam pred za blokom imajo parking. Ja. A je na parkingih? Parkingi tam pač. Aha, parkirna mesta. To ni zdaj od te zime, to je že zdaj par let. No. Parkirišče pred bloki. Parkirišče pred blokom na ugaslih pečeh, to pomeni pri obeh blokih parkirišče. Okoli nas pri moji bajti tudi parkirišče, čisto za nič. Ne vem, lastništvo, mislim, da nismo mi lastniki, nismo mi lastniki parkirišča, ampak bomo pogledali, vemo ki. Smo lastniki. Smo. V redu, bomo uredili. Dobro. Še na tej strani, Rafi. Jaz samo sprašujem se vsako sejo, kako dolgo smo z merjenjem zraka pri lesni spoda, kako dolgo gre zadeva, ko smo jo. Izvoli. Torej, dali ste takrat, oziroma Raf je dal vprašanje za meritve zraka, mi smo 2 ponudbi dobili, ponudba za 2-mesečno merjenje presega 8.000 evrov, medtem ko za 4 mesece pride okrog 12.000 evrov. Na tak način smo se zdaj zmenili, da bomo meritve izvajali, če se bomo tako zmenili, jeseni oziroma jesen zima, ker zdaj v bistvu prihaja pomlad, morda ne bi bilo opozorili, mislim, rezultati morda ne bi bili glih pravi. Opozorili so me pa tudi na to, da če se bo tega loti, to ste vi sprejeli sklep, pa ga boste, da treba pa predvideti pol tudi ukrepe, popravljalne ukrepe. Tu gre pa za eno bolj, bom rekel, določeno strategijo občine oziroma politiko občine, na kak način emisije, ker na ogledu, ko so bili, bom rekel, to je na oko, so ocenili, da kurišča povzročajo največjo težavo. Od lesne monitoring imamo in tiste bi seveda odšteli, bom rekel, pod narekovaj odšteli tisto onesnaženje. Tako da ukrepi so pa lahko subvencioniranje, to država dela, ekosklad, to občina nima kaj zravno, da bi iz trdih goriv, kar je zdaj kriza povzročila, prišli spet nazaj na plin ali pa na prijaznejše, bom rekel, solarno energijo. Ampak meritve na kratko, če se bomo odločili tako, da jih jeseni uvedemo, ceno imamo, ponudbeni predračun imamo, jih bomo tudi upravili. Hvala. Hvala, Berni, izvoli. Bom kar na isto temo nadaljeval. Ja, ni glitek čist enostavna zadeva. To, da deva les na svoj monitoring, jaz to verjamem, samo se veš, oni deva takega, kakršnega ne odgovarja. To, da me bo nekdo prepričal, da tisti 3 hiše tam zraven, ko še stojijo, pa glede na to, da imajo bolj kot ne zdaj že vse urejeno korjavo, lesna se pa kadi ven tako pa stara lokomotiva, pol me ne bo to nihče prepričal, kje je tisti izvor. Kakve so ukrepe za to? To me ta moment sploh ne zanimajo. Meni zanima, da mu dokažemo krivdo. Ker nekaj mrte vede, tam imamo mi otroke. Če ne bi bilo tam vrtce, če ne bi bilo šole, bi jaz to bi rekel, dobro, ne bomo neko napihvali, pa ne bomo neki šovinisti. To je pa druga zgodba. Jaz študiram, zakaj čaka do jeseni. Kurilna sezona je zdaj, ne. Zdaj je kurilna sezona na višku, mi moramo to meriti takrat, ko je kurilna sezona, čeprav lesna kot taka. Kure tiste odpadke, pa tiste, ko brusijo lake, pa vse sorte, tudi poleti, ker oni se pač tem vodo ogrevajo za industrijo. Jaz mislim, da to ni veliko kaj začakati, pa takrat, ko je vprašanje zdravja naših otrok, tudi 8.000 evrov ne bi smelo biti problema. Čisto na kratko. To, kar lesna meri, oni posebej ne bojo merili, ko obstojajo naprave in oni lahko izvedejo monitoring oziroma kontrolo tistih objektov. Torej, nima lesna popolnoma nobene veze z meritvami, ki bi jih upravljali oni. To so mi vnaprej povedali. Tako da se zastopimo. Jaz bi dejansko želel samo rezultate zraka okrog vrtca, ne v sami lesni. Lesna mene ne zanima. Meni zanima ozračje okrog vrtca, ko grejo otroci na luft ven,
pa se tam sprehajajo. To me ne zanima, nič kaj drugega. Teda lesna to zraven v tej fazi nima nič. Lesna bo imela pol, ko bomo mi dokazali, kje je to, pa mogoče, pa tudi ni tak zrak, kakor zgleda pa prekleto grdo. No. Se strinjam. Naprej bom še. Ja, izvoli. Pa še zemljo mogo učistiti tistih radioaktivnosti. Ja, naslednje vprašanje imam, kak se je zgodilo javno dobro, Leše, Kumpri. A je bo tisto javno dobro od Marije Terezije samo do Kumprijevega zemljišča, ali je bo včasih do one ceste pred cerkve? Jaz imam podatke, da ne bi bilo to povezano. Da ne bi bilo to povezano prevale, ona cesta, ne pa zemljišče, dvorišče Kumprija. Če je to tako, me zanima, kdaj se je to spremenilo, kdo je to odločil, pa to bi prosil v pismeni obliki. Zakaj tudi to malo sprašujem? Nekateri krajani gr se bojijo, če bi tisto javno dobro sakino, ne bo imeli več dostopa, zdaj me pa cela zadeva zanima, kak pa kaj do tega sploh prešlo, no? Bomo pripravili. Ja, bomo pripravili. Izvolite. Ja, jaz bi še opozoril na eno problematiko občinskih, tudi gozdnih, makadamskih cest. Zdaj, župan mi je zdaj še lepo povedal, smo se v jeseni pelali okrog po cestah, smo imeli prav fajn urejeno. Fajn bi bilo, da zdaj v teh najslabših primerih, to je zdaj, ko je od juga, pa zdaj, ko je tako, da bi se zdaj pelali okrog, da se v tem času se vidi, kam je treba pripelati pesek, ali pa gramosa. Zdaj, da zdaj odpeljajo, marsikje kak avto obstoji v kakem blatu, zato je treba takrat, ko je to, ko se to dogaja, da se gre po terenu in da se takrat kak pesek pripelja. Koliko je suho vse, se nič ne vidi. Ponekod je samo blato, nobenega peska pa nasutja ni. Hvala. Se strinjam, ampak od juga je svoje prinesla in težki traktori in tovornjaki z lesa, ki ne upoštevajo omejitev prevozov. Ne upoštevajo. Kljub temu, da smo poslali in inšpektore in tudi policijo na teren, ne upoštevajo in čez dan, ko je jug, je zdaj le katastrofa, res v jesen so bile ceste lepe. Jaz upam, da bo poleti tudi. Jaz sem hotel samo to povedati, da določeni odseki cest sploh nima nobenega peska, je sama zemlja, in zato zdaj tek nastane. Tudi če nobenega traktorja ni, je tek, Zdaj se vidi, kje so tisti odseki. Ob raznih travnikih, ob raznih njivah, po gozdu, ponekod. Tu na Brinevi gori je pesek, v Mežici tam je naravno že pesek. Hvala. Danilo, izvoli. Vse ceste smo šli okrog. V prejšnjem tednu hodimo naokrog, smo si znanjeni, ne da bi šli pogledati. Tam, ko je zemlja, se s peskom ne da kaj narediti. S peskom se lahko naredi, ne vem, na 5-6 metrih, ki je neka luknja in ga nasuješ. Tam, ko se pa cesta nima v osnovi peska ali pa trde podlage, na 200-300 metrih žal ne da. Ko bo prišla zmrzava, in to tudi sami kmeti vejo, to vejo izdrževalci, ker sem tudi z njimi govoril, ne pričakujejo, bom rekel, da bi zdaj pesek pošodrali po domače reče, ker to ni rešitev. In vsako zimo je enako. Mi smo si pogledali in ko bo prišlo možnost, zdaj mi molimo, če tek rečem, za zmrzav, ker bo vzpostavila približno tako stanje, ker ko je pa zmrzav, pa lahko tiste luknje flikaš, ne pa takrat, ko je blato. Ne da se, mislim, čisto enostavno, to ne gre za to, da ne bi bili odzivni, ampak enostavno v blato, pesek ne moreš metati. Na krajše odseke smo pa gledali proti Zagradi, proti Brinjev gori, smo že nasipali pesek, ampak ne pa tam, ko je zmrzav popustila, ne vem, na 100-200 metrih, tam se pa s peskom nič ne da narediti. Dobro, lahko obljubimo, da bomo na terenu, da bomo sproti reševali, kar je možno v tem trenutku rešiti. Še kdo? Izvoli. Pa samo eno pobudo dala, da zdaj, ko imamo tako lepo tržnico, da bi mogoče ti dve hišici leseni, ki ne krasita
območja ob občini Prevalje mogoče dali kam drugam. Gre to v stran, ja. Gre to v stran, tako kot bo možno, da bomo odstranili. Hvala. S tem smo zaključili pobude in vprašanja. Smo pri točki 18, točka razno. Želi še kdo po točko razno? Izvoli. Ja, jaz bom čisto kratko povedal, da smo imeli sejo nadzornega sveta komunalnega podjetja Lok. Rezultati so zelo obetavni, za enkrat kaže obetavne. Tudi delavci so dobili nek del božičnice, tako da tudi to je bo. In nekje je bil že namik od gospe direktorice, da mogoče lahko celo pričakujemo kako znižanje cen na kakšni postavki. Tako da, če bi to bilo, bi bilo fajno. No, jaz mislim, da mi pričakujemo znižanje cen tam, kjer to prenese. Hvala. Izvoli. Če ne, pa jaz mogoče za konec povedala, da smo drugi teden v tednu slovenskega kulturnega praznika in da tudi na Prevaljah imamo nekaj prireditev. V vhodu ste videli, da je odprtje likovne razstave. 8. februarja ob 12. uri na Volinjaku se srečamo vsi, ki pač želimo torej občini Prevalje počastiti ta slovenski kulturni praznik. 10. imajo v veliki dvorani družbenega doma koncertni etnoskupina Zimski kosci z Lež, v nedeljo pa seveda vabljeni na veliki kulturni dogodek, prav tako pustno maškarado. 8. februarja je tudi kulturni nogometni šok v športni dvorani popoldne, tako da tudi vabljeni. Če ni več kaj,